Spoštovani gospodje, spoštovane gospe, spoštovani gost, Ivan Sivec in vsi ostali nastopajoči, želim vam prijeten dober večer na današnji prireditvi, ki ga namenjamo občinskemu prazniku, ampak predvsem pa tudi nam, ljudem, ki tukaj živimo in delamo in pa naši ustvarjalnosti. Z nami bodo danes učenci osnovne šole Komenda Mosta in sicer pevska komorna skupina z učenkami in učencem, ki nam bodo kasneje zapeli nekaj pesmi pod vodstvom mentorice Alenke Drčar in z Marijo Holcar. Z nami je tudi pevski zbor Društva upokojencev Komenda. Uvodno prijetno razpoloženje pa nas je uvedel harmonikar, učenec osnovne šole Komenda Moste, to je bil Luka Potočnik. Še enkrat vsem skupaj dober večer na današnjem srečanju z znanim pisateljem in pa domačinom Ivanom Sivcem.
Ob občinskem prazniku je prav, da se posvetimo vsemu ustvarjalnemu in vsemu dobremu, kar se dogaja v našem okolju. Lahko se veselimo vsega, kar skupaj ustvarimo ali pa kar drugi ustvarjajo za nas. Tako kot so za nas ustvarjanje knjige, da jih preberemo, da ob njih odpotujemo v druge svetove, da ob njih razmišljamo o drugih in tudi o sebi. Vsak kraj najprej presojamo po tistem, kar vidimo, o cestah, šoli, prostorski urejenosti, tudi po ljudeh. Če smo v kraju doma, je za nas pomembno tudi to, kako kvalitetno je življenje v tem kraju. Vendar življenje krojijo tudi zadeve, ki niso vedno vidne, kakršno je branje, kar nam omogoča tudi knjižnica, ki vas je povabila na današnji večer. Knjižnica Komenda, ki je krajevna knjižnica Matične knjižnice Kamnik, deluje v prostorih Osnovne šole Komenda, je sicer po kvadraturi majhna, a po svojem poslanstvu zelo velika. Skrbno in pretehtano je urejena, založena za novim gradivom in naj prirejamo prireditve za obiskovalce. Ker smo pa danes povabili med nas gospoda Ivana Sivca, smo se preselili rajši kar v večji prostor. Glede na obisk, izposojo in članstvo je knjižnica zelo dobro sprejeta in opravlja svoje poslanstvo. Ustvarjanju in knjigam, predvsem dobrim knjigam in pa Ivanu Sivcu posvečamo današnji večer. Prepletali ga bomo še z glasbo, ne bomo samo govorili, zato najprej, preden povabimo k besedi gospoda Sivca, na oder vabim pevsko komorno skupino učenk in učencev iz Osnovne šole Komenda in gospe Alenko Drčar ter Marijo Holcar. Zapeli nam bodo pesem, ki je tudi naslov današnje prireditve, Tam, kjer lastovke gnezdijo. Oprostite. Ole šumi gozd zeleni. Smo se hitro popravili. Izvolite, prosim. Let's go.
Zdaj pa bomo povabili k besedi gospoda Ivana Sivca, preden pa mu prepustimo oder in pa mikrofon, mogoče še nekaj besed o njem. Vsi ga pravzaprav dobro poznamo, ampak povejmo, da je napisal 31 knjig za mladino in 42 knjig za odrasle, če imam najbolj ažurne podatke, če nisem zadnji 2 knjigi izpustila. To sta knjigi Tam, kjer lastovke gnezdijo in pa zadnji kranjski, oziroma prvi kranjski roman. Po njegovih delih so bile uprizorjene številne radijske igre in drame, znan pa je tudi kot pisec besedil za glasbo, beremo zelo radi tudi njegove humoreske in pa biografske romane. V predverju smo pripravili 2 vitrini z njegovimi deli, ampak žal vse knjige ne gredo v vitrino, nekatere, ki so pa za to okolje zelo pomembne ali pa značilne, so pa izposojene in vam jih nismo mogli pokazati. Njegove knjige vedno z veseljem ponudimo v branje in vemo, da bo njegovo delo naletelo na dober odziv. Otroška dela najmlajše popeljejo v domišljijo, mladinska dela pa mladince popeljejo v svet, kjer so že doma velike težave, velike izzivi. Pisatelj se posveča aktualni problematiki, ki bega mlade in skrbi starše. Vendar pa se izogiba moraliziranju in obsojanju, saj dobra zgodba, ki včasih temelji na pretresljivi resničnosti, pove več kot pa prigišče naukov. Takšne so na primer knjige Noč po Megažuru, Faktor X ali Finta v levo. Med mladinskimi knjigami je kar nekaj naslovov, ki nas popeljejo v preteklost med prijetne spomine, ki so osebno in doživeto obarvani. Posebno mesto med mladinskimi romani pa ima zgodba Usodni pečat o zapuščini Petra Pavla Glavarja. Ne bomo pa več naštevali knjig za odrasle, ki segajo vse od domačijske tematike do biografskih romanov, od zgodovinskih tem pa do spominskih zapisov. Del njegovega ustvarjanja, kot sem že rekla, smo želeli zajeti z razstavo na hodniku. Več v svojem delu pa bo povedal sam, tudi o sebi, še zlasti pa o zadnji, po kateri je današnja prireditev dobila ime. Vabim ga na oder in ga pozdravljam med nami in mu predajam besedo z velikim veseljem in pa vedenjem, da nam bo v njegovi družbi prijetno. Izvolite, gospod Sivec. Dragi gospejci in gospodje, tako se danes reče, včasih smo rekli tovarišice in tovariši, dober večer. Hvala lepa za to lepo predstavitev in hvala lepa za ta lep glasbeni sprejem. Srce mi kar lepo prijetno utripa, ko so me povabili tudi domači kraj, hodim po tako rekoč po celem svetu, veliko po Sloveniji, tole je moj 540. nastop, v glavnem veliko po šolah, ampak te človek, kakšen tak, kot je predsednik domačega društva Janez Klimovič, povabi domov, ko me je gospa Potrečnikova rekla, bi naredili še eno predstavitev v Komenti, se bi seveda takoj močno za. Kajti pravijo, da celo Kristus ni delal doma čudežov in skoraj polna dvorana, to je za mene že čudež v Komendi. Hvala lepa torej, ker ste prišli, ker ste si vzeli čas v tej hudi konkurenciji medijev. Knjiga še vedno živi, pesem, kot vidite, še vedno živi
in tudi mi smo verjetno bogatejši tako zato, ker imamo vse to okrog sebe. Jaz, kot veste, sem po poklicu bil novinar, zdaj to že pretekli čas, zdaj sem upokojenec pripravnik, prehodil Slovenijo po dolgem počez, tudi nekaj v zamejstvu, nekaj po Evropi, nekaj po svetu, pripravil 1100 polurnih oziroma enournih oddaj, po službeni dolžnosti srečal enih 5000-6000 ljudi in vse to nekako človeka obogati. Srečen sem, da sem lahko pravil ta poklic in da imam pravzaprav na stežaju odprte vrata, kamorkoli pridem še zdaj je mogoče še celo bolj kot včasih. Vsak človek v bistvu nekaj prispeva, da kakšno iskrico, da kakšno lepo misel in del tega je tudi v mojih knjigah in del tega je tudi v teh pesmih, ki jih prepevajo različni ansambli. Kot veste, sem po poklicu bil novinar, sicer pa sem doštudiral statistiko. Na etnologiji sem pripravil magisterij iz Avsenikov, iz tako imenovane te narodno-zabavne glasbe, to je zvrst popularne glasbe, ki obstaja samo pri nas, vso drugo glasbo smo mi prevzeli od tujcev in jo nekako hočemo prikrojiti, potegniti na naš kalup. Ta narodno-zabavna domača, nekateri rečemo mladi, ampak tukaj danes vidim, da mladih nekaj dosti govorja glasba, pa je nastala tukaj na naših tleh in prav brata Avsenik to je ustvarila za cel svet. 2 dni nazaj sta bila z ženo v Cankarjevem domu na koncertu Avsenikovih melodij z orkestrom simfoničnim in to je čudovito zazvenelo, to je tako kot slovenski Štravsi in mislim, da včasih smo Slovenci kar nekoliko premalo ponosni vse tisto, kar imamo. Imamo pa veliko. In veliko je tudi tega lepega v Komendi. Jaz sem vesel, da se je Komenda začela tako lepo razvijati, da imate tako dobrega župana in zvira tudi dobro ekipo okrog. Samo en človek je premalo. Aplauz, ja. In da ob vsem tej materialni ihti, ko hitimo, za vsak dan ne pozabimo še na duhovno in duševno življenje, vse to je del vsak dana. Ta hit smo na začetku, saj jaz tako razumem ta svet, na začetku te poti, da nekako bolj po materialnih plateh. Zdaj bo pa vedno bolj prihaja čas tudi za te bolj duhovne in duševne potrebe. Ko človek pravzaprav ima tisto osnovne stvari, potem si želi tudi še kaj drugega. Ena izmed teh je seveda tudi knjiga, jaz sem v knjige zaljubljen ves čas. Je pa zelo presenetno, da so tako debele knjige napisane že v Komendi. Jaz pravzaprav lahko neham. Ker tako debele knjige ne bom napisal, prav o muziki, v zgodovini muzike sem napisal predvsem delo knjigo, napisal sem tudi esej ravno o tej popularni glasbi, narodno-zabavni glasbi, ga postavljamo vse evropske fakultete, samo zato, da nam bi to narodno-zabavno glasbo ne bi vzeli drugi. Marsikje že piše v Nemčiji, da je ta glasba nastala v Nemčiji, da je nastala v Avstriji, vse nove podatki so. Jaz sem potem ta esej, ki sem ga na etnologiji pripravil, potem tudi prevedel v angleščino in nemščino in tako pokazal, da Slovenci smo. S to muziko sem ves čas živel in ker sem pripravil 2 veliki monografiji in pa posebej knjigo o Avsenikih in posebej knjigo o Slaku in tudi knjigo 1000 najlepših besedil, sem med tistimi 1000 besedili se nekako kar zgodilo vse tisto, kar je res nekaj vrednega in kar je vrednejše, mislim, da je vendar tukaj v tej mali knjižici, te lasno knjizijo. Ni Mao Tse-tungova knjiga to, ni knjiga, ni Titova knjiga, to je preprosta knjiga ljudskih pesmic, ki jih prepevajo drugi ansambli. Številni ansambli po Sloveniji, za njih sem jaz napisal skoraj 2500 besedil in težko mi bo do hitov, ker nekako še vedno ustvarjam in drugi so tam potem 300-400, dosti več že ne. Meni pa to, kar nekako leti, se mi zdi, da v Komendi, Mostah, Menču, Stakonec je tak poseben navdih. Človek se odpre okno, pogleda na termine, pa ima že novo idejo. Živimo na prečudovitem kočku sveta in se tega mislim kar premalo zavedamo. To lahko trdim zato, ker sem lani bil v Namibiji, to je tale knjiga, prejšnjo leto pa na Aljaski, namreč zelo rad bi včasih potoval, pa ni bilo nekako možnosti, zdaj, da bi bila ta srednja lepa leta, to so zdaj najlepša leta, ko ni treba več opravljati tistih vsakdanjih opravil, pa se človek lahko nekaj več privošči.
In prejšnjo leto sem šel po poteh Jack Londona, to je moj mladostni pisatelj, po Aljaski, po poteh Zlatokopov, z nahrbtnikom na rami, 4 dni po hribih, tako kot bi šli, na Triglav in še čez, potem pa 410 km po reki Yukon in smo nazadnje pristali v Dawsonu, tremo moški, moja žena in še 2 ženi ste bili zelo dobri. Zahvaljujem se, moje najdražje tukaj, hvala lepa. To vedno naredim zato, da me poznaje, pusti spet, da reš lahko. Vedno je malo razumnice vzadje. Ravno se pogajava za naslednjo pot, pa mislim, da bo to nekaj prispevalo. No, in lani sem potem bil v Namibiji, kjer je pravzaprav so same neskončne puščave veliko veliko prahu. Vsaka kapljica vode je izredno zelo dragocena. Bil sem tudi med domačini, ki živijo še v kolibah, živijo pravzaprav še v krevni dobi, to me je zelo presenetilo. Jaz sem mislil, da živijo te ljudje, domačini, tisti, ki so prvotni prebivalci, da živijo še tam 100 let nazaj, ampak pozneje sem videl, da je pravzaprav to še drgnejo, kamno in na ta način dnevlijo žito. Imajo nekaj kos, so nomadi in tako naprej in v bistvu živijo tisto previnsko življenje, ko smo mi živeli 2000 let nazaj. Mi smo naredili en razvoj, vendar ni problem v tem, ali človek doma stoji, ali leži, ali karkoli dela. Problem je preživetja, mi imamo pravzaprav vsega preveč, da je pa kapljica vode največjo dragocenost, tako rekoč. Videl sem, ko sem prišel na Brnik, priletel nazaj na Brnik po nekaj tednih, avtomatsko sem zajokal od sreče. In se rekel, kako lepo državo tukaj imamo in kako slabo jo cenimo in za kakšne malenkosti se pravzaprav krehamo, prepiramo, predstavljamo, besedo okrog obračamo, namesto da bi bili srečni, res tako objavljamo tako še sveta. Ne govori to samo iz narodnega navdušenja, ampak dobro je videti tudi druge kraje, da človek nekako potem primerja to in da vidi, kako lepo imamo. In ko sem zagledal Krvavec, te zelene gozdove pod Krvavcem, žitne pisane polje, lepšega ni na svetu. Nekaj podobnega se je zgodilo, zdaj smo bili na prazniki tudi po drugih poteh, pa to mi ostane še skrivnost, ampak ko smo se vrnili v Slovenijo, fantastično isti občutek. Kaj tako se človek vrača, se ve, ne samo da se vrača domov, da se vrača v svoje kraje, k svojim ljudem, ampak tudi v to zunanjo lepoto, ki pa se vedno projicira tudi v človeka. Človek je vedno odraz tudi okolja in mislim, da pravzaprav smo lahko srečni za to, ker živimo v tako lepih krajih. Kometa je seveda še posebej izpostavljena, meni vedno draga, vedno kadar, ne samo zaradi tega, ker je tukaj pokopane starše in brata, ampak zaradi tega, ker je res eno posebno izpostavljeno mesto tudi z veliko zgodovino. Sami veste, da predčasno se o Petru Pavlu Glavarju tako rekoč ni nič vedelo, skoraj nič, v šoli se jaz nisem učil prav nič, niti črke. Pozneje pa je gospod Viktor Demšar veliko tega odkril, deloma prinesel na mene, deloma smo potem drugi naprej to prevzeli in šla pot naprej. Pravzaprav je zdaj pomen, da lahko zelo bogata s to zgodovino in ponosno na to, da se to ima in v bistvu eno središče, eno žarišče neke, bi rekel, duhovne ljubezni, nekega bogatstva, ki se lahko razširja še leta naprej. Jaz sem napisal samo 2 knjižici pravzaprav o tem, in večno bodo Svetele lipe in pa to, kar je omenila gospa Breda, sodni pečat, ki je povezan s pomenostno zgodovino, vendar o tem se bo dalo napisati še marsikaj. Verjetno bodo prišli še tudi drugi ljudje, jaz sem pač tak, da me tema pritehne, tisto napišem, potem grem pa naprej. Vseh knjig je zdaj že 74 in zagrozi velika nevarnost, da bom tudi v tem slovenski rekorder, kajti tam okrog 80 je največ naslovov, jaz jih imam pa že 80 napisano, tako letos nekako bo to ta rekord dosežen v tem smislu. Prvotno sem imel načrtom star 60 let, da bom napisal 60 knjig. Zdaj sem star 58, pa imam 74 knjig. Načrt si me malo podrlo, pa kje pa je. Najbolj se je to, da sem zdrav, da lahko delam in da nekako mi pomaga tudi to znanje, ki se ga dobil na fakulteti.
in pa hkrati tudi nekako znam biti do materiala, do gradiva. Veliko dobrega gradiva je po knjižnicah, po raznih inštitutih, po raznih arhivih, takšnih in drugačnih, in kot novinar sem imel odprta vedno vrata in tudi zdaj vedno vem, kje pravzaprav je treba poiskati. Seveda pa je potem treba narediti svoje tudi domišljije, brez domišljije, brez tistega, ker človeka nekako še dodatno lahko obogati, ne gre. K sreči imam to. Prav prvo domišljijo me pravzaprav prebudil brat Ciril in tukaj je njegova hčerka in pa mož in jih prav srčno pozdravljam. Tako kot je Razpotnikova, ki jo starejši, ko ste poznali vsi, nekako v šoli to prebudila, mi je brat tudi doma. To je bil še čas, ko smo se stepli za knjigo Pod sopodnim soncem. Ko je Ciril dobil to knjigo in je rekel, da prebral knjigo Pod sopodnim soncem, se mu je zmaknil, šel na seno in celo noč baterijo to bral. Ciril je iskal knjigo kot ki je ta knjiga, ker se bal, da jo ne bomo govoriti, ampak naslednji dan sem jaz nazaj prinesel in povedal vsebino in potem so se mi vedno neskončno dolgo pogovarjala o tem ure in ure. Včasih, ko smo šli še v Komendov, sem v kino je trajalo 2 uri ali pa uro pa pol, midva so se pa pogovarjala potem 7 ur o tisti predstavi. In to je vsa tista domišljija, ki je v bistvu nekako, bi rekel, nadgradnja tiste danosti, ki je sicer v knjigi ali pa v filmu, v katerikoli umetnosti dana. To bi rad povedal še, da bolj se staram, bolj ohranjam tega otroka v sebi. To si štejem nekako kot prednost. Pravijo, Bog ne daj, da človek, ko se stara, kar sori, ali se kar stara, ne dela svoje, ker hoče. Duša ne ostaja mlada, ne bo ta otrok, ki ga je človek nekako v sebi imel v mladih letih, naj ostaja in naj se ne stara. Jaz imam prav občutek. Nekateri sicer pravijo, da so vedno bolj otročji ali celo otroški, ampak to šteje vedno kot prednost. Tukaj, na tem odru, pred 50 leti sem bil sprejet za pionirčka, sem dobil Titovo in vse to in bilo čudovito. Takrat sem se prvikrat v življenju najedel dobrih krešnic in prvikrat v življenju napil do sitega malinovca. Danes sem se ga 3-krat preveč. Se najedel tudi stvari, da bodo razživeli. To so bili po svoje letni časi in ravno tako za letni čase živimo naprej. Vsak čas je lahko lep, če človek zna to nekako izkoristiti, v tem smislu, da ga sam nekako obogati in da gre po tej poti naprej. To vam pripovedujem, zato ker sem napisal v zadnjem času dve slikanci. To so take slike noter pravljice, ker sem pisal že čisto v mladih letih. Zdaj, ko sem v teh letih pa nekako ta otrok prihaja še bolj na dan, in prav tale Petrina drsalna šola se je dogajala pri Sivčevih na dvorišču, Petelin, je enkrat pridrsal, ker bo zelo zmrzano vse skupaj na dvorišču in je padel. Potem sem pa videl, je še previdno, počasi spet na led in je malo zaokrožil in meni se je zdel kot pravi drsalec. In je potem vzel v šolo kokoške in so potem vadili in tako naprej. In ko je flegarjal sosedov, katerem prišel sem, skočil na dvorišče in niso našega Petrina posramotiti, je sosedov padel po tleh in jaz sem ugotovil, naš katerem ni bil pametnejši, ne zaradi mene, sam po sebi je bil pametnejši. In se videl, če nekaj znaš, potem nekaj več verjaš. In v tem smislu so tudi nekoliko vzgojne te zgodbice. Druga pa je o vremenu, kako se skregajo včasih tam gor zvore, se malo skregajo med sabo, potem pa pride do velikega ronko-poma, ampak na konce sonce, balonce, vse uredi. Zdaj te pravice že berava, pripovedujeva svojemu vnuku in vnukini in življenje lepo teče naprej. Vsekakor bi rekel lahko to, da te zgodbe, ki nastajajo, nekako so razmerno dolgo časa nabiram, najprej pride do ideje, potem dolgo časa zbiram gradivo, obdelujem. Sem učenec kreativne šole pisanja Branda Gradišnika. Brand Gradišnik to obdeluje tudi po strokovni plati. Meni je predal tako rekoč vse svoje znanje, pa svoje večino tega znanja. Sam piše nekoliko drugačne knjige, bolj moderne, jaz pišem bolj klasično. Ampak me veseli, recimo moja prva povest, pesem Enih zvonov, je bila 3 podatisnjena in na koncu celo v zbirki Slovenska povest, Jurčič, Krsnik, Tavčar, na koncu celo tisti
ubogi silec iz Moskve komedije. To me veseli. V zadnjem času se je nekoliko več posvečal slovenski zgodovini in prav to, ker je nekako se začelo z glavarjenjem v komediji, se je potem nadaljevalo tudi z drugimi zgodovinskimi osebnostmi in vidim, da ljudje radi to berijo. Ne delam to načrtno, ampak ko me zagradi nekaj tema, pač naredim zgodbo o tem, tako da v bistvu preštudiram to strokovno ozadje, potem pa dodam toliko domišljije, da vi berete pravzaprav gegezensko zgodbo. A so se poročila, a se nista? A so se imela rada, a se nista? A je prišlo do prvega poljuba, ali ni? A so se na koncu učila, a se nista? V bistvu to se zveste okrog tega. Na ta način sem napisal o Jakobu Aljažu, o Jožetu Plečniku, o Adamu Ravbarju, zadnje čase o Maksimu Gaspariju in pa o Juliji Primic, ker so vsi taki, se mi zdi, zaljubljeni ljudje. Bom povedal samo nekaj stavkov še o Juliji Primic. Vsi smo nekako vedeli, da je bila Prešernova velika muza, da je Prešeren spoznal na Veliko soboto, da v Trnovem, kjer so se srečala, je vzniknila tista velika ljubezen, Prešeren napisal sonetni verec, potem pa je Julijo smo kar odpravili iz zgodovine, odpravili življenja, nekako ni bilo več. Mene pa vedno zanima, kaj se pa potem zgodilo. In ravno ta Julija, ki je bila lani ena najbolj branih knjig, je doživela potem veliko življenjsko usodo, nenavadno, poročila se je z Nemcem, bila je najbogatejša ali saj ena najbogatejših ljubljanskih nevest. Očeta je izgubila v mladih letih, izgubila tudi brata. Mati je bila taka resna ženska, stroga, je potem iskala resnega ženina in dobila zelo bogatega ženina Jožefa Šojnštula, Nemca. In potem se je na hitro morala hitro poročiti, rodila temu Jožefu plemenitemu 5 otrok, 4 hčerke in enega sina na koncu. In potem je ta gospod, ki sta prej živela v Ljubljani, potem sta odšla v Novo mesto in v Novem mestu in je preživljala, pravzaprav on je bil predsednik okrožnega sodišča. V Novem mestu je ta Julija Primičeva doživljala, se potem pač Šojnštulsk pisala, kar precej hude trenutke, mož je nikaj nič, ki je spoštoval, ni je ljubil, ampak imela nekaj ob sebi. Imela je v najhujši stiski, kupili so celo grad, kar lepo gradico imeli, šla je v stiski vedno na postreho in stisnila k sebi Prešernove poezije. To je bila njena edina velika lepota, veliko zatočišče in ko mi danes prebiramo take stvari, mislimo, ja, dobro je pesmi, Vlaški Nesterec, Peter Stopnjač, Jan, vse lepo, nekaj je povedal, ampak če človek pomisli, recimo, s kakšno ljubeznijo je neka poročena ženska to prebirala in se vračala v bistvu tisti edini iskrici ljubezni, ki jo je doživela vendarle s Prešernom, čeprav nikdar ni prišlo do fizičnega stika, da ne bo kaj že pomote. Vam povem še nekaj za ženske, kako je včasih bilo. Danes mislim, da so vsi otroci čudoviti, lepi, ženske rojevate lepe otroke, včasih je bilo pa bolj previdno to treba delati. Ravno z Julijo je bilo to, zato se sedaj razpomni to, kako je bilo. Ženska, ko je bila noseča, je morala gledati samo lepe slike, lepe albume, samo ko je prišel kdo mimo okna, je mama opozorila, ja, je lep fan, da je mimo lepo pogledaš. Če še kakšen starček, je kar hitro zareso zavrnila. In kaj se je zgodilo? Jaz, ko sem raziskoval to življenje, doslej nisem nihče, ki je podrobno napisal prav o Juliji, ko sem raziskoval to življenje, naredno sem odkril, to je fantastično odkritje bilo za mene, vendar je bilo v nekem arhivu to shranjeno, sliko vseh 5 otrok. In prva punčka je nenavadno podobna Prešernu. In potem sem odkril drugo situacijo, da je Prešeren napisal podobno točno tam na Tromostoju, ona je bila doma Julija, tam, kjer je zdaj tisti kipec oziroma relief. In je obstajalo pričevanje, da je Prešeren nekaj šel domov in je ravno tam gor v cerkvi bilo 3 po noči, malo pozno že bilo, in on je potem napisal Ljubna si je, kaj dobi in tako naprej. In bržčas je tega tudi Julija povedala skozi okno, kaj je prva deklica je podobna zelo njemu. In to človeka tako preseneti, ne?
Hočem povedati to, ko človek raziskuje kakšno veselje, te ne rekel navdak, odkriješ nekaj, kar ni bilo znano, pa vendar nekako sodi v to slovensko zgodovino, pa hkrati tudi v tisto ljudsko izročilo, ki ga vsi nekako nosimo v sebi. Takih zgodbic je še ogromno, ampak se bojim, da bo predolgo. Zato se vam zahvaljujem za pozornost. Lepo se imejte še naprej. Knjige berite, čim več. To nekako v šoli otrokom kar regularno srce. Vendar je to res. Zdaj vam bom povedal tistim, ki preveč gledate televizijo, eno zgodbico še za konec. V Američani vse zračunajo, vse preštudirajo, včasih imajo prav, včasih ne. V Ameriki so spremljali dve skupini ljudi. Ena skupina je gledala več kot 2 uri na dan televizijski program, ampak to so mlade spremljali. Vi zdaj lahko drugače delate to, da ne boste preveč točno vedeli. Ampak kako se človek postavlja v življenju? Dve skupini ljudi, ena skupina je gledala veliko televizijski program, druga je prebrala vsaj na mesec eno knjigo. Tista skupina, ki je gledala več kot 2 uri na dan televizijski program, tista mladina, ko je stopila v življenje, je bila taka mlahava, nezainteresirana, taka, rekel čisto poprečna. Tisti, ki so prebrali vsaj na mesec eno knjigo, so vedno bolj odprti, bolj živahni, znajo reševati življenjske težave in celo bolj podjetni so, pravijo Američani. In jaz pravim, to tehnico ne vsakdo sam naredi, naj gleda, da bo seveda gledal tudi španske nadaljevanke, ampak zraven je dobro tudi kakšno knjigo prebrati, kajti samo knjigi nekako človek razvija svojo razmišljivo in dodaja v bistvu sebi, bi rekel, tisti, ki rečejo, zdaj ne vejo, kako se reče, v tem smislu neko dodano vrednost, ker na ta način človek pravzaprav obogati svojo dušo. Vem, da se tukaj v komendi dobri bralci, kot je rekla gospod Veda, in mislim, da boste tudi naprej. Možnost je lepa. Všeč mi je, da je knjižnica v komendi, všeč mi je, da bo knjig vedno več. Všeč mi je tudi, da so celo moje knjigomest in všeč mi je, da v vitrinah ni vseh mojih knjig, ker če bi vse potem se nič ne bere. Ker pa nekaj jih ni, pomeni, da nekaj jih je izposojenih in upam, da bo tako tudi naprej, verjetno bo stanje še boljše. Ta hip v Sloveniji bere okrog 7-8% ljudi. To ni tako malo, ker so drugi mediji zelo agresivni, vendar knjiga je vendar tisto bogatstvo, ki človeka nekako lahko spremlja in ostane. Če ne drugega človek knjigo kupi, pa reče, bom to prebral potem do stara leta, a pa bom to prebral na morju, pa bom to prebral kaj in takrat, ko bom malo več časa imel. Če ne drugega ima vsaj zavest, vsaj neko zavedanje, da knjiga je vrednota in po Slovencih je ves čas to bila. Jaz sem vesel, da sem skozi 2., 3., 4., 5. najbolj slovenski pisatelj, to je za mene življenjski uspeh pravzaprav bil. Glede na to, da če bom kakšno knjigo napisal, bom verjetno kar tam nekje ostal. Komenda gre v pravo smer, Mengeš je toliko blizu, da prije včasih kar peš smečeno komendo, tako da ta prostor in ta svet lepo deluje zdaj. Hvala lepa za pozornost in lepo se vedete. Gospod Dasilc, hvala lepa. Zdi se mi, da nikakor ni bil predolg, čas zelo hitro mine, ker ob pripovedovanju zgodb o sebi ali o knjigah vedno čas hitro mine. Tako da še enkrat hvala lepa in veseli me, da bodo njegove knjige še naprej nastajale in da bomo še naprej lahko izposojali in pa tudi brali. Zdaj se bližamo zaključku našega programa in tudi našega druženja. Vabim pa na oder pevski zbor Društvo upokojencev Komenda, ki bodo zapeli Slovenec, oziroma Slovenska dežela in pa pesem Hvala ti. Na oder vabim tudi predsednika Društva upokojencev, gospoda Janeza Kimovca, ki ima namen spregovoriti nekaj besed. Prosim. Spoštovani gostje, spoštovani Ivan Sivec. Veseli smo, da je Društvo upokojencev Komenda lahko soorganizator te lepe kulturne prireditve
In ne samo to, pred nekaj leti smo tukaj v tej dvorani poslušali in častili Ivana Sivca in njegovega brata z igro Ljubezen pod Vaško lipo pod vodstvom režiserja Valkarja Horvata. Mislim, da je bilo to včeraj, čeprav je to že kar nekaj let, oziroma 4 leta in resnično čas hitro teče. Da ne bom predolg, moram pa povedati, da smo veseli, da smo soorganizatorji te prireditve, poleg matične knjižnice Kamnik, gospe Podbrežnikove. Tudi to lepo sceno zadaj je pripravila Suzana Zgonec iz Mlake in mislim, da zaslužijo lep aplavz. Kjer pa je Ivan Sivec prinesel toliko lepih knjig v Komendo, napisal toliko lepih knjig o našem kraju, predvsem o našem velikem človeku Petru Pavlu Grabarju, pa mislim, da je prav, da mu podarimo knjigo Kulturna dediščina naših krajev, kjer bo videl tudi del svoje mladosti in del tiste kulturne zgodovine, ki počasi izginja. V tej knjigi ne bo izginila in bo lep spomin. Torej, Ivan, prosim, da izvedi to lepo knjigo. Hvala lepa za to lepo darilo, pa nekaj bi rad povedal, zakaj je naslov, ker je Laslo Kerenezijo, zato ker je ta knjižniška zbirka je šta, ampak kako je to nastalo, pa vendar ne moram povedati. Stvar je v tem, da ko sem kot novinar hodil okrog, sem enkrat bil tam na Malenskem vrhu in ko sem posnel že vse skupaj to oddajo, pa gledam kmetijo, ena taka lepa, zorna, zgledna slovenska domačija je bila, pa sem videl, da je veliko lastovk. Pa sem rekel tisti gospe, ki je bila zelo zgovorna, sem rekel, gospa, pri vas je pa veliko lastovk. Je pa rekla, ja, včasih so rekla, ker je veliko lastovk, tam so dobro lijeti. Sem šel domov, to napisal in na ta način je pesem nastala. Hočem povedati, da ljudje dajajo lepo, krasno, lepo idejo. Hvala lepo. Misel, da se lastovke vračajo. In Ivan Sivec se je z današnjim dnem vrnil tudi v Komendo. Rad bi pa povedal, da nam bo naš zbor pod Mešani pevski zbor Štopkovcev Komenda pod vodstvom Ignaca Gorjanca zapel 2 lepe pesmi in hvala vam za obisk.